Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Še enkrat. Lahko? Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Tokratni belokranjski obzornik pričenjamo med vinogradi. Ujeli smo še zadnje grozdje na trtah, saj se letošnja trgatev bliža h koncu. Letošnji pridelek je manjši, saj ga je oklestila suša, ponekod pa še pozeba in toča, pravijo vinogradniki. To se pozna tudi pri odkupu grozdja v vinski kleti Metliške kmetijske zadruge. Recimo pri teh belih sortah nekje do 33% manj kot lani. Kljub temu je odkupna cena grozdja ostala enaka kot lani. Mi imamo povprečno ceno 51 centov, kar je tudi do 50% višja kot je v Sloveniji. Tam je recimo 32 je povprečna slovenska cena. Vso grozdje plačamo do naslednje trgatve. In to v 4 obrokih. Prvi bo plačan še pred novim letom, pravi škof, in dodaja, da so za razliko od nekaterih drugih slovenskih vinskih kleti vinogradnikom že poplačali vse grozdje od lanske trgatve. Letošnji pridelek grozdja pa bo manjši tudi na drugih koncih Bele krajine, tudi tam, kjer ni bilo pozebe in toče. Jaz sem verjetno rojen pod srečno zvezdo, ker mraza nismo imeli, tudi toče ne, hvala Bogu pravijo. Vendar je manjši pridelek, ker je bilo manjšega nastavka. Torej nastavka ni bilo dost, suša pa seveda svoje vzela, tako da pričakujem, da bo nekaj 30, morda 35% manj, kot je bila prejšnja leta. Da bo letos v Sloveniji podobno kot v Beli krajini okrog 30% manj vina, je pravzaprav dober podatek, pravi dr. Julij Nemanič, ki smo ga zmotili na trgatvi Kluba prijateljev Metliške Črnine v Bukovčevem vinogradu v Semiču. To je en krasen podatek za tržnike, za vinogradnike, da le se zamislijo, da bojo lahko prodali lažje, da ne bojo tako poceni ponujali vina. Letošnji letnik bo odličen, a kletarjenje bo zelo zahtevno, pravi dr. Nemanič. Sigurno, ker naše sorte niso vajene takšnega podnebja, kot je letos. To so sorte zmernega evropskega podnebja. Tu bomo pa skoraj južno podnebje, sredozemsko. Tudi vinarji niso vajeni s takim grozdjem ravnati. To je dosti zahtevnejše kletarsko delo kot pri normalnih kletinah, takih normalnega, zmernega podnebja. In znati kletariti v takšnih razmerah je prava umetnost, dodaja dr. Nemanič. Vinarji z veliko znanja in še malo sreče pa bodo zagotovo pridelali čudovita vina, je prepričan dr. Julij Nemanič, z njim pa se strinjajo tudi člani Kluba prijateljev Metliške Črnine, ki si prizadevajo promovirati vsa belokranjska vina, saj so ta, kot pravijo, iz leta v leto boljša. Mi predstavljamo oziroma zastopamo kot klub vsa belokranjska vina, potem vse belokranjske prireditve, tudi naše vse člane obveščamo o vseh prireditvah v Beli krajini, tako jesenskih, spomladnih in poletnih, tako da so vsi člani seznanjeni o dogajanjih v Beli krajini. Tudi to je cilj našega poslanstva, da Belo krajino kot tako predstavimo širšemu svetu. Klub združuje več kot 600 članov, ki prihajajo z različnih koncev Slovenije. Okrog 80 se jih je udeležilo tradicionalne klubske trgatve, ki poteka vsako leto pri drugem belokranjskem vinogradniku. Tokrat so trgali v vinogradu Janka Bukovca, kjer je bilo grozdje odlično, zdravo je, lepo je, tako da mislim, da bo tudi kakovost dobra, kajti je grozdje zrel in mislim, da bo tudi vino iz njega odlično. Če ima 4-kratni vinar leta prav, bomo izvedeli kmalu na ocenjevanju mladih vin v Semiču. Trgatev je vedno povezana s pesmijo in dobro voljo. Te pa ni manjkalo niti na škupanju, ki so ga že 11. leto zapored pripravili pri Nemaničevih na Gornji Lokvici pri Metliki. Marija in Oto Nemanič sta se pred leti odločila, da bosta svojo staro zidanico obnovila in prekrila slamo. Ker pa je priprava škupe, slame za streho, zamudno opravilo, sta na pomoč poklicala sorodnike in prijatelje. Ker je bil odziv dober, interes ljudi za slamnate strehe pa je vedno večji, je postalo škupanje pri Nemaničevih tradicionalno in je preraslo v enkratno etnološko-kulturno srečanje.
včasih, da nam je dost, rečemo, da ne bomo več, pol pa v jeseni ne pomišljamo, ali bomo sijali ali ne. Letošnja letina je bila zelo dobra, saj suša rži ni prizadela, pravi Oto. Letosna suša je bila najbolj primerna za rž našo. Ne vem, nekatera pšenica sem videl in te ječmen, to je poleglo, nam ni čist nič, je kar lepo, pokončno in čista. Mislim, da je za rž je letos za moje pojme ena boljših letin, ker imamo več in bolj čisto je. Kljub temu je treba slamo dobro prečesati, skrbno povezati, poravnati in enakomerno porezati. Nekateri so postali že pravi mojstri. Je težko? Ni, samo moraš prav zagrabiti. Recimo najprej greš naravnost, pa greš počes, pa okolo obrneš, se moraš skozi smekati, da ti ne pade dol. Recimo tako. Povlečeš, pa še kakšno travo ven vzameš. Recimo to, tega zelenega recimo ne sme biti. Drugače smo pa še pri starem ati, ki je imel slavno to streho, to delali, on je bil strašno pedant, ni tako treba zdaj natančno, kot je bilo včasih. A včasih se je bolj pazilo na vsako slamo? Glejte, tako da samo vsaka slama, ki je imela tole, se je moglo to vse stran dati. In je rekel, da slama mora 30 let zdržati na strehi. In je bil zelo pedanten, pa nismo to radi otroci delali. Iz otroških let se škupanja spominja tudi Martin Guštin. Normalno, da smo to v mladih letih morali delati, ko smo že doma slamnato streho imeli. Kaj bo pa treba to se prirediti pa narediti. Pri Nemaničevih je za delo poprijelo veliko rok in velik kup ržene slame je bil hitro prečesan in škupa pripravljena za prekrivanje. Kakšna pa mora biti ržena slama za kakovostno škupo, smo povprašali gospodarja. Ne sme biti previsoka, mora biti skromno gnojena, pravilno, ampak skromno. Ne sme imeti preveč dušika, ker pol je prepuhla, napeta in prepuhla je in prej zgnije. Porozna stebelca so bolj voda pronica noter in prej zgnije. In koliko časa vzdrži streha prekrita slamo? Zdrži po 25-30, tudi več let, če jo pravilno vzdržuješ. Vedno več ljudi, ne le v Beli krajini, se pri obnavljanju starih objektov odloča za slamnate strehe, pravi Oto, ki se ukvarja s tem opravilom. Toliko je dela, da škupe zmanjka, da moram včasih še dokupiti. Ker je Oto Nemanič glasbenik, poznan orgličar, se na škupanju vsako leto zbere veliko glasbenikov iz vseh koncev Slovenije, ki skrbijo za dobro razpoloženje med delom in po njem. Pri nas Belokranjci je mnogo deklet, pri nas Belokranjci ne štejemo let, pri nas Belokranjci je zima pomlad. Pri nas Belokranjci še starec je mlad. Tako je škupanje pri Nemaničevih preraslo v imeniten kulturni in družabni dogodek. Veliko dlje časa kot samo delo namreč traja likov, ki v Beli krajini sledi vsakemu velikemu delu. Povezan pa je s pesmijo in dobro obloženo mizo. In tako je bilo tudi tokrat. Gospodinja je poskrbela za dobrote na mizi, 15 pevskih skupin, pevcev in glasbenikov, pa za dobro voljo vseh zbranih. A v mojem srcu vedno tak jasno se beli, če Še ostajamo pri skorajda pozabljenih kmečkih opravilih. Na nedavni 11. razstavi konj, ki so jo pripravili člani konjerejskega društva Semič, ki združuje rejce konj iz celotne Bele krajine, je pozornost številnih pritegnil kovač, tudi našo. Na prizorišču razstave konj je spretno podkoval kobilo in nam zatrdil, da je ni nič bolelo. Če je način ta prav, ne boli, ne?
Problem je edino, če preveč porežeš, pa prežgeš potko vročo gor, takrat lahko boli, pa če cvek ne zabiješ na pravo mesto, takrat lahko boli. Tokrat pa je kobila mirno prenesla obrezovanje, žarečo potkov in tudi žeblje. Pravilno naj bi se kovalo na 8 tednov. Recimo potkve so lahko še dobre, se jih da dol, poreže kojna, potkve nazaj, zato ker to odraste. Drugače pa večina ljudje pa kujejo tam od 2 do 3 mesece. Nekaj odvisno pa od kojna do kojna, koliko hitro mu raste, kakšen ima kopito. 24-letni kovač David Hočevar iz Brezove Repri pri Novem mestu se je kovati naučil pri 17 letih. Izpopolnjeval se je tudi v Nemčiji in takoj, ko je opravil vozniški izpit, je začel delati po terenu. Dela je kar precej velike, danes jahalnih šol in teh centrov s konji, kjer so podkovani. Večina ni pa več tako kot včasih, ko so za kojne rabili za delo v gozdu, pa tako večina zdaj samo športne kojne za rekreacijo. Tudi belokranjski rejci se s konjerejo ukvarjajo predvsem ljubiteljsko. Predvsem za dušo bi rekel, sam zaradi tega, dobička niti ne gledam na dobiček. Imate radi konje? Ja, pa imamo nekaj te zemlje tu, da se to obdela, zaradi tega smo tudi začeli s tem. Smo razmišljali, kaj bi, ampak pol nazadnje je ostalo pri tem, da smo se za konje odločili. Začeli smo s haflingerji, kobile smo za začetek, ko se pa to štala hitro napolni. Račun jaz mislim, da je zelo slab, ker žrebeta so poceni, da mislim, da je to največ ljubezni do živali. Število konj v Beli krajini narašča, odkupovalcev mestnih žrebet pa je čedalje manj. Zato bi bila rešitev kakšne domače klavnice, domače predelave, kajti v Beli krajini sem že jedel marsikatero konjsko salamo in ta ni bila slaba in konjerejci na tem območju, kolikor imate klavna žrebeta, razmišljajte o alternativi pri trženju mesnih žrebet. Konjsko meso je namreč zelo cenjeno in, kot pravijo, zdravo. Je cenjeno, samo ljudje tega še ne sprejemajo. Mislim, da se ljudem konj smili, da nimajo pol pravega apetita do njega. Je nekaj, se dogaja tudi z mesom ali marsikoga se sliši, da žrebička pa ne. Morda pa bi lahko rejci konj tržno nišo našli na področju trženja kobiljega mleka. Gre za zdravo mleko, gre za boljše mleko, kar pomeni, da pač vešči konjerejci bi lahko tudi molzli kobile, tudi prodajali kobilje mleko in to je tudi ena izmed možnosti za današnje krizne čase. Nekateri belokranjski rejci pa vidijo tržno nišo tudi v vedno bolj priljubljenih prevozih s konjskimi vpregami. V minulih 2 tednih sta se v Beli krajini odvili kar 2 spominski prireditvi. V Črnomlju 53. srečanje borcev domicilnih enot, na nekdanjem partizanskem letališču na otoku pri Metliki pa spominska prireditev Vranov let. Pojdimo najprej v Črnomelj. Na srečanju ob 70-letnici ustanovitve prvih 4 slovenskih partizanskih brigad, ki so si za svoj domicil izbrale Belo krajino, se je zbralo več kot 1000 ljudi, ki jih je nagovoril tudi predsednik države dr. Danilo Türk in med drugim dejal: Nihče nima pravice zanikati partizanskega izročila v boju teritorialne obrambe in slovenske milice v osamosvojitveni vojni leta 1991. Bodimo ponosni. Bodimo ponosni na to zgodovino in to prenašanje izkušenj. Bodimo ponosni, da smo Slovenci znali v svoji zgodovini zavarovati svoj narodni obstoj in da smo ustanovili in zgradili lastno državo. Bodimo ponosni na svojo zgodovino, je pozval predsednik države in dodal, da umetno ustvarjene delitve in obtoževanja odvračajo pozornost od resničnih problemov našega časa. Danes potrebujemo reforme, medgeneracijsko solidarnost in potrebujemo pogum. Dialog in pogum. Pogum za ustvarjalne rešitve in za sporazum je tisto, kar najbolj potrebujemo danes. Bodimo samozavestni, bodimo pogumni, zaupajmo vase
Spomnimo se naše slavne preteklosti in verjemimo, smo sposobni iti naprej. Zbrane je nagovoril tudi 90-letni Miha Aleks Butara, ki je obudil spomin na čas narodnoosvobodilne borbe in ob glasnem ploskanju zbranih odločno poudaril. Naj bo vsem za vekoma jasno, da je edina in zmagovita slovenska vojska, delujoča v sestavi zavezniške koalicije, bila in je na Slovenskem samo zmagovita slovenska partizanska vojska. Še pred pričetkom slovesnosti v Jerevanski Dragi so se predsednik države dr. Danilo Türk, predstavniki Zveze borcev za vrednote NOB in občine Črnomelj ter namestnik ruskega vojnega atašeja poklonili spominu 1250 padlim borcem in žrtvam fašizma iz Bele krajine. Na nekdanjem partizanskem letališču na otoku pri Metliki pa so pripravili prireditev mednarodne poti zavezništva v spomin na dogodke pred 68 leti, ko so zavezniška letala z tega letališča v svobodo v zavezniško bazo v italijanskem Bariju popeljala več kot 100 zavezniških vojnih ujetnikov, ki so jih partizani rešili iz ujetništva na Štajerskem in s pomočjo lokalnega prebivalstva preko okupirane Slovenije popeljali v Belo krajino. V imenu ujetnikov britanske vojske, ki ste jim pomagali na prostost, se vam srčno zahvaljujem za vašo hrabrost in za vašo odločenost ohraniti v spominu ta primer britansko-slovesnega prijateljstva. Pogum, ki so ga izkazali partizani in lokalno prebivalstvo, ko so ujetnikom pomagali na varno, danes težko razumemo, pravi veleposlanik. Vsi pa se dobro zavedamo, da lahko le s skupnimi močmi ohranimo mir in varnost tudi za prihodne rodove. Zato nas prijateljstvo, zgrajeno med Slovenijo in Veliko Britanijo v hudih časih druge svetovne vojne, zavezuje k skupnemu ustvarjanju boljšega sveta in poglabljanju prijateljstva, je poudaril veleposlanik Velike Britanije. In mislim, da to se nadaljuje danes, zato ker sodelovanje je zelo tesno med britanskimi vojaki pa slovenskimi, naprimer v Afganistanu ali v državah Zahodnega Balkana. Spominska prireditev na otoku, ki so jo prvič pripravili lani, pa ne priča le o prijateljstvu med narodi, je tudi spomin in opomin našim zanamcem, da vedo, kaj se je takrat tukaj dogajalo in kaj je Bela krajina pomenila v drugi svetovni vojni. To srečanje, ki je sestavni del projekta Vranov let, poimenovanega po knjigi enega izmed rešenih zavezniških pilotov z naslovom Vranov let svobodo, je nujno potrebno, pravi Albina Tošeska. Nujno potrebno je pa posebej še v tem času, ki je marsikdo resnico drugače obrača. Naša dolžnost je, da zagovarjamo resnico in ohranjamo spomin na del naše zgodovine, na katerega smo lahko upravičeno ponosni, še dodaja Albina Tošeska. S kamero smo pospremili tudi regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, Rdečega križa in civilne zaščite, ki je letos potekalo v Metliki. Svoje znanje je pokazalo 11 ekip, ki so se pomerile na 4 deloviščih. V reševanju 14 poškodovanih se je pomerilo 11 ekip. V centru Gala se je zgodila eksplozija plina in je kar 4 poškodovanci so, med njimi tudi dojenček. Potem naslednje delovno mesto je tukaj pri Bračiki, tu se je zgodil zjutraj potres in ob potresu je tudi en del stare hiše tudi podrlo in s tem tudi poškodovanci. Potem v starem mestnem jedru je prišlo do požara, tako da tudi tam so se poškodovanci, tudi tam bo treba oskrbeti in nenazadnje pri cerkvi Svetega Roka v Metliki je pa po nesreči zapelo eno jadralno padalo. Varno. Ja pa ne, okej, tyle glava vidim poškodovana, boli? Boli? Tyle te malo čipno, čutiš? Okej.
Vsi ti, ko danes tekmujejo, so končali 70-urni tečaj in so dobili naziv bolničarja. In s tem preverjanjem znanja mi želimo videti, koliko so nam ekipe usposobljene, kako dajo prvo pomoč, da potem jasno, tam, ko ni bilo dobro, da naše delo usmerimo v tem pravcu. Vse ekipe so pokazale dobro pripravljenost. Zmage pa so se veselili reševalci ekipe civilne zaščite iz Šentjerneja, ki bodo 6. oktobra vnovič zastopali regijo na državnem tekmovanju. Drugo mesto je osvojila ekipa iz Metlike, tretje pa reševalci iz Novega mesta. Ene ekipe so tako dobro pripravljene, da delajo tako, kot dela nujna medicinska pomoč. Zato je resnično zgrešeno, dodaja Šutanovac, da premalo angažiramo ekipe takrat, ko so kakšne prireditve ali nekaj podobnega, plačamo nujno medicinsko pomoč, a to imamo zastonj ljudi. Z Bele krajine so se tekmovanja udeležile 4 ekipe, 2 iz Metlike in po 1 iz Semiča in Črnomlja. Tokratni belokranjski obzornik končujemo v družbi kolesarjev. Minulo nedeljo so se vzpenjali na Krašnji vrh, najvišjo točko v metliški občini, teden poprej pa na Mirno goro, najvišji vrh v Beli krajini. Člani športno-rekreativnega društva Črnomelj so pripravili že 17. kolesarski vzpon iz Črnomlja na Mirno goro. Na startu se je zbralo več kot 140 kolesark in kolesarjev iz vseh koncev Slovenije, med njimi pa je bilo največ Belokranjcev. Mogoče za nekoga Mirna gora malenkost pretežek zalogaj, kajti je kar naporna, velik spon, 18 km, ampak če nek rekreativec pravilno porazvili svoje moči, mislim, da lahko v našem limitu, ki je 3 ure, brez problema pride na Mirno goro. In tudi tokrat je uspelo vsem kolesarjem premagati 850 metrov višinske razlike, 18 km dolgega vzpona, ki se je pričel na asfaltu, a že po 6 kilometrih vožnje nadaljeval po makadamski poti. S časom 51 minut in 10 sekund je na vrh Mirne gore prvi pripeljal Bojan Kuhelj iz Ivančne Gorice, le 3 sekunde za njim pa Alojz Poglavc iz Novega mesta. Dobro minuto počasnejši je bil tretji uvrščeni Dušan Nemanič iz Metlike. Najhitrejša kolesarka Marta Ivanušič iz Črnomlja je za pot potrebovala dobro uro in 6 minut. Na zmagovalnem odru pa sta si ji pridružili še 2 črnomaljki, Katja Kapele in Irena Lakner, kar priča o tem, da je v zadnjih letih kolesarstvo v Beli krajini doživelo pravi razcvet. Kolesarsko sezono bodo zaključili 30. septembra s prvim MTB maratonom po Beli krajini. Trasa je dolga 37 km, ravninska, večina pretežno po makadamu, ki pa jo delamo v sodelovanju z športnim društvom Olimpik iz Bleda, torej primerna za vse rekreativce, ne tekmovalnega značaja, ampak nekako zaključek kolesarjenja 30. septembra po Beli krajini. Minulo nedeljo pa so se kolesarji zbrali v centru Metlike, kjer se je v organizaciji tamkajšnjega kolesarskega društva in kolesarskega kluba Metliška Črnina pričel drugi kolesarski vzpon na Krašnji vrh za pokal Metliške Črnine. Tekmovanje se je sicer pričelo na letečem startu pri odcepu za Slamno vas. Skoraj 8 km dolg vzpon na Krašnji vrh z višinsko razliko 290 metrov je s časom 17 minut in 25 sekund prvi prevozil Primož Roglič iz kolesarskega društva Rog Radenci, ki je bil letos nepremagljiv na številnih kolesarskih tekmovanjih, od maratona Alpe do Juriša na Vršič in vzpona na Nanos. Na Krašnji vrh pa je kolesaril prvič. Kako je bilo na poti? Očitno zame super, nek sem prvi prišel. Luštno, vreme super. Klanc pa tudi ne na koncu. Prvič se je udeležil vzpona tudi Gregor Lah iz Novega mesta, ki je za zmagovalcem zaostal 21 sekund. Ja, najtežji je bil klanc. Primož je močnejši je bil in nisem mogel nič, tako da zmagal je najboljši. Torej, moč je pomembna v zadnjem delu. Ja, kdo je najboljši klančar, se res pokaže na takem klancu. 30 sekund za zmagovalcem je na cilj pripeljal domačin Uroš Brinc, ki je bil tretji že na lanskem vzponu. Nekako je pri koncu moje sezone, tako da sem že malo izven forme, nisem planiral
forma nekako za ta Krašnji vrh je bila bolj osredotočena na avgust, tako da sem že izčrpan dosti, da ni ostalo kaj dosti še energije za domačo dirko. Je bila pa letošnja kolesarska sezona za Uroša zelo uspešna. Sem državni prvak v vzponih, rekreativcih in prvi v pokalu Slovenije v cestnih dirkah, tako da mislim, da je kar uspešno. Med 97 kolesarji, ki so premagali strme klance, ki vodijo na Krašnji vrh, je bilo tudi 9 žensk. Najhitrejša med njimi Alenka Novak iz Novega mesta, članica ljubljanskega kluba Polet Garmin, ki je na cilj prikolesarila v slabih 21 minutah, se je vzpona udeležila prvič. Ja, lansko leto sem bila na svetovnem prvenstvu na Danskem za reprezentanco Slovenije. Zaradi zadnjih klancev je vzpon težak, a zanimiv, pravi Novakova, in zato ga velja razvijati naprej. Ja, vsekakor, zelo lep vzpon, zelo lep. Ja. In zelo dobra organizacija. To me veseli, ker bi radi, da dirka postane slovenska tudi, se pravi zastopana iz vseh naših regij, tudi iz tujine. Letos pogrešamo kolesarje iz sosednje Hrvaške, ker imajo oni svojo dirko, ampak so obljubili, da naslednja leta pridejo. Že drugo leto pa sta se vzpona udeležili domačinka Marta Ivanušič in Vida Ceglar iz Ivančne Gorice. Lani sem zmagala, letos pa so punce mlajše, mislim, da je bila ena pred mano. Drugače pa tale zadnji del v Bitačnu, ne, ampak sem uspela. In s časom 23 minut in 48 sekund osvojila skupno drugo mesto med ženskami. Slabo minuto za njo je v cilj prikolesarila tretja uvrščena Marta Ivanušič. Naporno. Na koncu je smetana tega vzpona. Ne, fajn, ko si na koncu cilju, je super. Lep vzpon, lepa organizacija, dobra konkurenca. Se vidimo naslednje leto. Resnično lahko rečemo, da so bili zmagovalci vsi, ki jim je uspelo premagati zadnji kilometer strmega vzpona, ki je naporen za pohodnike, kaj šele kolesarje. Je bilo naporno? Boring. Sem še dol, sem pol. Vendar so se moči hitro povrnile in popoldne je minilo v prijetnem druženju kolesarjev pri planinskem domu na Krašnjem vrhu. Toliko nam je uspelo strniti v tokratni belokranjski obzornik. Do našega ponovnega snidenja čez 14 dni vam kličem le še srečno.